Drage gledalke in gledalci, Alpski kvintet velja za enega najuspešnejših slovenskih narodno-zabavnih ansamblov, ki je svojo glasbo osvojil tudi tujino. Drži. Drži, ja. Manj znano pa je, da so pomemben del te zgodbe so ustvarjali tudi glasbeniki iz Gorij, oziroma glasbenik, kot bomo kasneje zvedeli. Danes sta z menoj Ivanka Kraševec in Ivan Prešeren, ki nam bosta približala spomine na to izjemno glasbeno pot. Pozdravljena oba. Ja, enako. Ja. Smo pa namreč v Radovljici, kjer sedaj živita, ne? Ja. Ja. Že 20 let. Že 20 let. Ja. Hitro gre do leta, ne? Ja. Kako se pravzaprav spominjata prvih korakov z Alpskim kvintetom? Kako je to izgledalo? Mogoče vi, gospod Ivan, ki ste nekako idejni vodja ali, kako bi rekel, pobudnik tega Alpskega kvinteta. Ja, pobudnik ali pa prvi organizator ansambla je bil Jože Šmit, žal že pokojni. Ansambl Alpski kvintet, to se pravi ime, pa izvira že iz prejšnje zasedbe, oziroma člani prejšnje zasedbe so potem sodelovali tudi v profesionalnem ansamblu Alpski kvintet. Ime izhaja, to se pravi, že pred 66. letom. Leta 1966 pa smo šli prvič v Francijo, vodja je bil Jože Šmit, kot rečeno. Jože Antonič je bil pa poznejši šef, ko je Jože Šmit nehal pri ansamblu igrati. Ime pa izvira še prej, ko smo igrali na študentskih plesih na Jesenicah pri Jelenu. To se pravi, takrat sem jaz bil vodja tega ansambla, z mano so igrali še Niko Krajger, ki je iz Zasipa, blizu Gorij, harmonikar, potem Kejžar Peter kontrabas in bariton, pa njegov brat Frank, kitaro, klarinetist je bil pa takrat Cene Kozjak. Ime smo si nadeli, oziroma si ga je spomnil bobnar Franci Bizjak, in pa takrat smo imeli menadžere, ali pa, kot bi rekel, organizatorja Jožeta Kuralta, ki nas je vozil tudi že v Avstrijo. On je bil sicer voznik in je vozil smučarje, reprezentanco na tekmovanje v Avstrijo. In takrat je bila ideja od Francije, da bi bili mi Alpski kvintet. Ampak to je bil pač priložnostni ansambl, profesionalna pot Alpskega kvinteta s tem imenom pa se začne 66. leta, ko je Jože Šmit pridobil ali pa dobil v dar od ansambla Zelenaki iz Jesenic, namreč lastnik lokala v Franciji, v Alzaciji, v mestu Saint-Louis-la-Chaussée, je hotel angažirati avsenike, ampak je pač na Jesenicah dobil drug ansambl, kot rečeno Zelenake, ampak oni pa niso hoteli zapustiti svojih služb, tako da je Jože Šmit prišel do te pogodbe in potem smo na Radio Jesenice posneli nekaj skladb, jih poslali v Francijo in nazaj dobili odgovor, da smo angažirani. In tako smo šli iz Jesenic pravzaprav v neznano, riskirali smo pač in z vlakom, sedli smo se na vlak na Jesenicah in pač šli v Francijo, kjer smo igrali prve 3 mesece. Nato nas je šef lokala poslal domov po narodne noše, od takrat naprej smo nosili narodne noše. Je bil Antonič takrat že zraven? Takrat je bil pa že Antonič zraven, to se pravi, ko je bil šef Jože Šmit, je Antonič ravno prišel od služenja vojaškega roka. Tako da smo naredili skoraj isto zasedbo kot prej. Harmonikar je bil Niko Krajger, bariton bas je igral Peter Kejžar, kitarist pa je bil Jože Antonič,
obenem moram povedati, da je bil on tudi, da je imel naravni talent za organizacijo in takoj smo ga pozneje potem skoraj določili, da je bil tudi šef ansambla. Klarinet je igral takrat še, oziroma Jože Šmit že, ne, ker je on pač to pogodbo pridobil. Jaz sem pa igral trobento, sem katerega spustil, mislim, da ne. Peli smo pa sami. Kakšni so bili pa prvi nastopi, ali bolj trema ali bolj veselje? Veselje bi rekel, bolj pa trema. Trema je prišla pozneje, po mnogih letih, ker smo mogli nastopati recimo v živo na RTL televiziji, v živo, celoten koncert. Takrat pa je malo odgovornosti, taka pozitivna trema. Se pravi, vi ste nastopali veliko tudi v tujini. Kako so vas tam sprejeli? Ja, Presebej v Nemčiji, recimo, ste bili. Ja, v Nemčiji, no najprej v Švici. Precej časa smo igrali angažmaje v Švici, mesečne angažmaje. In kako so vas sprejeli? Sprejeli so nas zelo lepo, tam ni bilo plesov, to je bila pač restauracija z prehrano, pijačo in publika nas je samo poslušala. Mi smo pa igrali takrat Avsenikove polke in valčke, jaz sem jih prepisal direktno iz plošče, tako da smo imeli organizirano vse note in tako, da je bilo to res dobro zaigrano. Kot na plošči, so rekli ljudje. Ne. Še eno vprašanje za vas, preden grem Ivanko vprašam. Kako je bilo ustvarjati prve skladbe? Vam je mogoče še katera posebej pri srcu? Najprej, kot rečeno, smo igrali Avsenika in Franka, pa še Kovačiča mogoče, ampak svoje skladbe pa smo v Herisau, mislim zraven Sandgalna, posneli v enem malem študiju in sicer najbolj je pri srcu skladba Za dobro voljo z baritonom, mislim celoten kvintet. Jaz sem zelo rad napisal skladbe za trobento in za bariton, da bariton odgovarjal. To skladbo Za dobro voljo igrajo še zdaj ansambli po Avstriji in Nemčiji in pač v Švici, tako da se je obdržala. Lepo sprejeto vse skupaj. Ja, zelo lepo, sem pač presenečen. Sežan ima preko 300 skladb. No, presenečen sem, da še po toliko dolgih letih, zdaj sva midva z Ivanko, so že 30 let izven tega ansambla in še zmeraj v tujini igrajo moje skladbe in pa starejše skladbe od Alpskega kvinteta. Ivanka, Ja? v ansambl si prišla nekoliko kasneje. Kako si doživela vključitev v že nek uveljavljen ansambl, bi rekel? Najprej bom povedala, da sem bila že v uveljavljenem ansamblu pri Dovžanu in Alpski kvintet je prišel z Nemčije, Avstrije, Švice, kakorkoli so mislili, da bojo lahko tle po Sloveniji fajn nastopali z Mihatom, z ansamblom Miha Dovžana. Ampak to se je izkazalo, da so pri nas zelo majhne dvorane in to nekako ni šlo. 2 leti smo bili skupaj z Mihom, a ne? No, po Sloveniji imeli smo po 4 koncerte ob sobotah, nedeljah, se drugi dnevi niso prišli v upoštev. Na kar so Alpski rekli, to na oneč, tlele mi moramo iti nazaj, to so tako majčkane dvorance, se veš, niti kurjave ni bilo, vse je bilo kakorkoli. V glavnem so pol povabili oni Mihata, pa mene, da midva pri njih pela, ker Miha je tudi pel, recimo pri ansamblu Jožeta Burnika, dolga leta, pač Miha pa jaz naj bi pela pri ansamblu Jožeta Burnika pod pogojem, da midva pojeva v njegovem ansamblu. On pa je v Mihatovem ansamblu igral harmoniko in pa bas, tako da nas je bilo malo manj vseglih. Z alpskemu pa nismo prišli, ker nas je bilo pa veliko, ne? To se pravi, ves alpski, trio Jožeta se je Ive kitaro igral, brat od Mihata, je hud, če mu rečemo zmeram brat od Mihata. No, v glavnem so se odločili alpski, da bi šla midva z Mihatom pa v Nemčijo in smo tudi šli, pa smo imeli tudi fajn uspeh. Ampak Miha je imel preveliko domotožje, pa je bilo pa tako, da sem jaz ostala pri alpskem
Miha pa je pol nadaljeval pač tukaj, je še snemal in še so igrali. Ne. No, ko sem jaz prišla prvič z Alpskem ven v Avstrijo, Nemčijo, jaz sem mislila, po domače povedano, da so to sami norci. Toliko so bili navdušeni, jaz kaj takega sploh ne moreš doživeti v Sloveniji, da recimo pri nas ljudje sedijo, moški ne ploskajo, bolj ženske ploskajo. Tam je bilo po momentu vse so to stalo, na stolih, na mizah. Jaz sem rekla, pa to ni mogoče, da je to res. Sploh pri instrumentalnih. Navšvarjev instrumentalni komadi so bili tako fajn narejeni, da so ljudje bolj naročali instrumentalne komade. Mi pevci smo bili pa zraven, pa naj reče kdor, če tudi Oto, pa tudi vsi ostali, ki so instrumentalni komadi vlekli to publiko in vsi so zraven peli, to ni zapovedati. Jaz kaj takega še nisem doživela, bi pa prvošla vsakmu slovenskemu pevcu, da gre enkrat, mislim, ne vem, če so pri drugih tudi tako sodelovali, kakor pri nam, da bi enkrat z Alpskem to doživel, kar sem jaz doživela, res. A se spominjaš mogoče še kakšne posebne anekdote, ki ti je posebej ostala spominov iz vseh teh nastopov, ne? Kaj pa vem. Jaz povedala to, da so prišli pol še drugi muskontarji okoli polnoči, hitro so zaključili, se pripeljali do nas, ker mi smo ponavadi še igrali cugabe, podaljške, uro pa pol do 2. To smo tudi bili posebej plačani za to, ne? Da ne bi mislil, da smo zastojni bili čisto, ne. No, in to so se podstavili pod oder, da so Žana so gledali, rekel Žan, Madonna, se nimam tako dobrih zobov, vse plombe, vse mi bodo pregledali. To so čist pod odrom stali. Recimo, enkrat je, ko smo novega pevca iskali, Janko je pač zbolel, a ne, je prišel Fliser za par mesecev, ko so šli ljudje proti odru, je Fliser šel nazaj, ker on ima pa tole klaustrofobijo. In se je ustrašil, enkrat so ga z nosilih mogli ven. Res, mislim, to je bilo zame nekaj, jaz nimam take klaustrofobije, ampak da so njega mogli z nosili ven odnesti, mislim, prva pomoč. Ker je bil pač prestrašen, kaj bojo zdaj, grejo pa vsi proti odru, ne? Klaustrofobija neke vrste, No, to meni je ostalo v spominu. No, fajn je bilo pol, najprej je prišel pol k nam še Janko Ropretov, pol je bil Oto, mislim, Fliser je bil par mesecev, pol je bil Oto Pesner, da je Šimek zrihtal, a ne? Šimek zrihtal. Kaj pa vem, pol so prišle pa še pevka, Simona Vodopivec, zdaj poročena Franko, pol je prišla še Branka Kraner, tako. In to se pravi, jaz sem bila pri Alpskem več kot 20 let, če računam še tisto, kar smo bili po Sloveniji, ne? Se pravi, od 74. leta pa do 66. tako. Ampak člani Alpskega kvinteta so bili tudi iz Gorij, ker namreč snemamo za Gorjansko kroniko. Kako je pa to vplivalo na ansambel? Prej je bil omenjen, Zasip je bil omenjen. No, v Gorjah smo imeli vaje pri Antoniču od začetka, kar nekaj leta, ne. Pol, ko sva pa mi dva hišo dokončala, ne, ko sva na vmes, sicer je bila montažna, pa kakorkoli, v glavnem, ki je bila gotova, smo imeli pa v naš garaži vaje, a veš. Tako da sem bila jaz čez raven še malo kuharice, nisem sam, ker malce je bilo treba, na ta način. Jože Antonič je imel sposobnost komunikacije in je speljal vse te povezave tudi z Radio Ljubljana, tako da smo snemali tam ali pa koncerti iz naših krajev. Precej posnetkov je tam tudi v teh narodno-zabavnih oddaj. On je bil sposoben za te stvari. Organizator. Super. Povezava tudi z menadžerji od zunaj, hitro se je naučil nemščine, tako da je obvladal. Mi smo med sabo prvo govorili samo slovensko, no potem smo že pa se tudi nekaj naučili. A vam je znano, kako so pa kaj domačini, recimo iz Gorij, spremljali vaš uspeh? Domačini so bili zelo navdušeni, Antonič je bil zelo čislen,
v Gorjah. ja, No, se občan Gorij. pozneje je bil tudi župan. Župan vse Bleda je bil, sorte, ne, ja. najprej podžupan, pa še župan. Povsod je nosil te prospekte slovenske s sabo. Ja. Ga ni bilo kraja, da ne bi mi po mizah podelili tele blejske, pa ne vem, tudi gorje so bile gor, da smo tele prospekte po no, za turizem je veliko naredil, Na moram vsako reči. ploščo smo dali tudi eno slovensko narodno v slovenščini, tako da so se nekaterih že tudi Po slovensko. nemško govoreči poslušalci so se naučili. Ja, moram povedati, prvo zlato ploščo ne, saj jaz To sem je že ena tle anekdota. snemala, ja, ampak prvo zlato ploščo smo dobili pa v Avstriji, v Beljaku, ne. Ja, aha. In takrat sem bila še sama pevka. Najprej sem bila 3 leta sama, pol je šele Janko prišel, pa tako naprej, pa so se pevci menali še zraven, ne. No, in pol s Perom se pogledamo, igrali smo pa tudi slovensko narodno, seveda, mi se imamo radi, zmeran smo najmanj eno zaigrali slovensko, ne. In tudi po slovensko, ja, s slovenskim besedilom. Pa se pa s Perom pogledava, Per je bil tudi bolj taka mehka dušica, kakor jaz, Belokranjka, ne morem. Sem pogledala, takrat smo si še trepalnice mazali, da je bila takale ena škatlica, pa smo mogli plunt pa namazati, meni so kar črne solze šle dol. A veš, Per pa tudi. No, komaj so čakala, da bova, ker takrat je to je Per je bilo tudi pel, to na je bilo nemškem na govorečem nemško, področju, ja, pa slovensko. v Beljaku, Cela dvorana je z nami pela. Pa zlato ploščo smo takrat Ja, dobili. prvo, v Avstriji, ne, Tako, ne pri ja, nas. ne pri nas, ja, v Avstriji. Ja. Zanimivo, ja. Ampak Ivanka, zdaj bi vprašal, ker smo oba iz Metlike, iz Ja. Bele krajine, Da. ne? A je ta belokrajinski duh kakorkoli navzoč tej glasbi ali vpliva na glasbo in sploh na nastopanje? Seveda ga, zmeraj. Naša mama je zmeraj popevala, pa še vsa deca okoli nas, ko smo ružili grah ali pa dvelačo, je naša mama zmeraj bila zraven. Pač malo je na deco pomerkala, takrat, če ni v službo hodila, ko smo bili mi še čist majhni. Je rekla, kdo bo toliko deco. Je pa hodila pomagati po njivah, ko smo pa sušili to na unih ceradah, na takih plahtah, so pa vsa platska deca, ker mi smo stanovali v mestni hiši v Metliki in tam je bilo dosti deci zmeraj. Tako da so prišli pomagati, pa še popevali smo. Zmeraj nam je mama tudi kakšne dalmatinske, to se nam je pa jako fino videlo, da se itak mi govorimo bolj po belokrajinsko. Ampak Ivankin glas, recimo, in podajanje, Ja. glasbeno podajanje in njen ton glasu je pripomogel k celotni tonski sliki alpskega kvinteta. To moram reči, da je ta slika bila prepoznavna, glih zaradi Ivankinega alta. In podajanja, seveda. Ja, to je pa tak. Zdaj, glasbena familija, to je bilo bolj po mamino. Če ti tale Jakša iz Gradaca je mamin bratranc. No, to se pravi, da je nekako to po mami bilo. Podedovano bi rekli. Ja, ker sem pa jaz nastopila, takrat, ko sem nastopila na Pokaži, kaj znaš, že v Metliki kot talent. Da. Ko so, saj jaz nisem bila solistka, ker sem bila altistka, ne, se znaš, Marica Šajatovičeva, to so bili solisti pa taki. No, pa ker niso nobenega najdli, je pa Švigl rekel, saj tam še ena Ivanka, ne, pa naj ona zapopeva, na okno gleda obrazek bled. Pa je pa rekel vodopivec, ne, je rekel, bo gospodična sama povedala, no, sem pa pela Johnny gitar, pa valovi šumijo in to, ko so spustili, jaz sploh nisem verjela, da sem to ja. Znaš, tak ena žametna štima je prišla ven, res, to nisem verjela, to so šli mamo iskat pa to, no, v glavnem zgleda, da so me vzeli zaradi štime, ne, zaradi barve, v Ljubljano pol sem dobila štipendijo pa to, no, alpski pa tudi, vse so me poznali, vse sem že dolgo let pela, od 57. Ja. No, tako da pri alpskem sem pa pela pač polke in valčke, ker so oni igrali polke in valčke, pa tudi kakšno zabavno se zaigrali. Pol pa, ki je avto prišel sploh, so pa še jazz igrali, vse sorte. Ja. Če danes pogledate za nazaj, kako bi recimo v enem stavku rekli ali pa dve, kaj vam pomeni alpski kvintet? Alpski kvintet, ja.
To je bila zame konkretno ali pa za naju služba, v bistvu služba in hobi obenem. Dobra karijera, moram reči. Tako da glasbeno, kar se mene tiče, sem lahko vesel, da sem bil zraven. Jaz pa glih tako zadovoljna, vesela, ker je Žan bil moj mož, jaz nisem glasbeno izobražena, ker so rekli, da imam hrapavo štimo, učiteljni pa to, je rekla ravnateljica, jaz sem naredila sprejemen izpit na glasbeno šolo, je pa rekla, a niste vi tista, ki popevke pojete? Jaz sem rekla, pa me je profesor Vekoslav Janko tudi je v operi pel, je rekel, pa kaj ti Kraševka, nite, noč ne priđeš v glasbeno šolo. Sem rekla, se mi je ravnateljica Jerajeva rekla, da nate vzgajali pevcev zabavne glasbe. Evo, tako da nimam nobene glasbene izobrazbe, pa vsem sem penzijo dobila. Tako, rekla. Kaj bi za konec sporočili mlajšim glasbenikom? Da naj bodo izvirni, to. Pa seveda vaja, brez vaje ni. Ni moj strade. Izvirnost to je nekaj in da podajajo glasbene misli v enem loku, no, tako poenostavljeno rečeno. No, jaz pa pevkam, da naj bodo pridne, naj se vadijo, pa naj si lepo uštimajo narodno nošo, tako kot sem si jo ja. Ker sem pri Maroltovi tudi prepevala belokranjske narodne, je tudi plošča in sem imela takrat belokranjsko nošo lepo uštimano in naučili so me, kako se tudi gorenjska uštima. Tako, naj si naše punce to malo pogledajo. To. Super. Hvala za pogovor in jaz bi rekel, Alpski kvintet ni bil le glasbena skupina, ne, ampak zgodba o predanosti, prijateljstvu in ljubezni do glasbe. Tudi z močnim gorjanskim pečatom. Ja, kar se tega tiče, moram še omeniti, Jože Antonič je bil tudi odličen kitarist. Sploh vsem nam je pomagalo, ali pa bi rekel, smo se izpilili v Švici, kjer so bili mesečni termini, to se pravi vsak večer smo igrali po 4 ure in ta drill, bi rekel, nas je izpilil ritmično vse skupaj, da smo potem lahko delali na tem fundamentu. Ker Alpski je imel svoj zven, ni zvenel tako kot Avsenik, ampak svoj poseben zven, ker Žan je le prej že špilal džez, pa Noburnik tudi, harmonika je prišel pozneje, ampak oni so imeli svoj zven, sploh pa trobenta. Jaz sem prinesel iz tega džezarskega obdobja nekaj svobode v narodno-zabavno muziko. Mečkan lok čez taktnico, pa malo bolj podajanje, malo bolj svobodno. Ker Avsenik je pa imel poudarek na klarinetu, dočim pa Alpski na trobenti, na harmoniki. Jaz sem pisal pač komade. Pa za bariton. Ja, komade sem pisal bolj na poudarku na trobenti in na baritonu, da je bilo zanimivo. Se pravi, to je bila specifika. Ja, to se pravi, inštrumentalni kvintet je bil z baritonom zmeraj. Plus seveda dodatno še harmonika, solo, ker je Burnik virtuozno izigral. Ja, to je bolj trio, ja. Ampak v glavnem harmonika in pa seveda petje. Petje je dal velik pečat, sploh z Ivanko in z njeno barvo. No, tako. Zelo specifične, stilno enkratne skladbe je pisal tudi moj brat Brane Prešeren. Recimo napisal je tudi polko s pozavno, med drugimi, drugače precej uspešnic, kot so Ko sonce vzhaja, Pozdrav prijateljem, polka s pozavno, in ta polka s pozavno ima tudi eno določeno anekdoto. Naprimer, mi smo jo posneli, šef Hubert Piršner, šef firme, je rekel, vse, kar bomo posneli, vse gre na ploščo, ker so malo ansambel je bil Našem se je zdela malo premoderna. Mečkan skeptični so bili, če bo to sploh publiki všeč, ker je bilo to spozavno, glissando sem uporabil vse. Ampak šef je rekel, vse gre na ploščo. In sicer je bil dogodek pa sledeči, ko smo prišli na termin igrati čez 14 dni, na primer, po snemanju, ki je plošča že izšla, je bila ena grupa, ki je nastopala pred nam.
od Pač 6 do 8 avstrijska, ali kako je že bilo. In mi smo prej prišli in so igrali polko spozavno, že našo skladbo. Ne? Mi pa nismo. Madonna. In smo rekli, super, super, krasno. In pa smo prišli mi na vrsto od 8 do 10, a ne? In je publika naročvala, zaigrajte polko spoznavno, mi jo pa nismo znali, Niti nismo not samo nismo posneli. imeli s sabo. Nismo jo naštudirali za na oder, samo posneli smo jo in smo rekli, ja, bomo naslednjič, bomo pa to zaigrali. In z tega je pa ratala hit in se še zdaj igra po Po Avstriji, Nemčiji, zahodni povsod, Evropi ja. praktično.